Živijo, z vami sem Matej Cepin in nocoj je z menoj gost Anton Tomažič. Živijo, Tone. Živijo, lep pozdrav. Živijo. Za Socialno akademijo, tisti, ki delamo v njej, pogosto pravimo, da je gnezdo družbenih pobud in zelo mi je v veselje, da te danes gostim na tem intervjuju, kajti kljub temu, da si kar nekaj desetletij starejši od mene, no, dve približno, si mi res tak zgled enega zelo aktivnega družbenega pobudnika v vseh različnih časovnih obdobjih tvojega življenja. Od pisanja knjig do pobude za narodno spravo, pa še marsikakšna druga stvar se je vmes znašla, manjša in večja, ampak če rečem takole, tale, ki jo pa zdaj načrtuješ, je pa zelo drzna oziroma smela. Gre za idejo o filmu z naslovom Kalvarija 1945, ki bi bil najbrž eden največjih, najbolj visokoproračunskih filmov kdajkoli posnetih v Sloveniji, domnevam. In bi prikazoval tragedijo, ne samo zmago, ampak celotno tragedijo tudi leta 1945. Nobena pobuda ni samo zaradi pobude, pa me zato zanima, kaj je tisto, kar želiš, da bi bilo po tej pobudi v Sloveniji drugače? Ko bi film nastal, ko bi bil v kinematografih, kaj je tvoja želja, da bi bilo v Sloveniji drugače? No, lej, bo kasneje bolj sproščeno klepetala, ampak za začetku bo sam par stavkov bom prebral tle iz tega sinopsisa, kako sem to začel, se mi zdi, da je to predpogoj ali pa tako. Torej, množični poboji domobrancev in z njim povezanih civilistov v Sloveniji leta 1945 so bili največja narodna katastrofa v zgodovini majhnega naroda in še do danes predstavljajo kot nezaceljena rana glavno oviro za dokončanje tranzicije v normalno evropsko demokratično državo in tudi spravo preprečujejo. Kot predpogoj za narodno spravo si ta dogodek zasluži celovito resnico in jasno ter uradno priznanje, da je šlo za nekaj brezpogojno nesprejemljivega in neopravičljivega. Tragično dogajanje leta 1945 si ne zasluži večjega obeležja le v obliki fizičnega spomenika, ampak tudi nematerialnih umetniških del. Nažalost, tudi 30 let po koncu totalitarizma družbeno ozračje še ni postalo dovolj sproščeno, da bi v trajen spomin na tragične dogodke nastala zadostna, kvalitetna, književna, glasbena, likovna, filmska dela. Po moji oceni si ta pokol domobrancev leta 1945 zasluži tako monumentalno filmsko delo, da se bo lahko tudi v mednarodni javnosti postavilo ob bok, recimo filmu poljskega režiserja Andrzeja Vajde o pokolu v Katinu leta 1940. To na kratko. Torej, ideja je obeležiti dogodek, ampak to bi lahko bilo vsaj za nas malo mlajše generacije vračanje v preteklost. Jaz ne mislim tako, ampak kako ti gledaš na to? Kaj bi bilo v prihodnosti drugače, če bi se ta film zgodil? Ja, veste kaj, ta sprava in pa dokončanje tranzicije, to je potrebno, to se še vse predolgo vleče, ampak predpogoj je pa to tudi resnica in priznanje resnice. In to je bil nekje pobuda, da sem jaz to spustil, kot sem tudi v svoji knjigi že napovedal, imam pa nekaj izkušenj filmskih in sem zato tudi sem ta scenarij že napisal in ga zdaj nudim tukaj, ga lahko pokažem, v slovenščini in v angleščini imam scenarij. Ja, za celovečerni film. Torej, če greva prav v to, kakšen film bi to bil, kakšen žanr, kakšna dolžina? Ja, gledajte, če kdo gledal film Ta Katin, ko sem ga omenil, mene je zelo pretresel in še zdaj nepozabne stvari vidim, kako so streljali v čelo ali kamorkoli in potem metali v jamo te pač Poljake. Takrat so bili Rusi, čeprav so se zlagali, da so Nemci. In je bilo približno tudi ena taka količina, 12.000 ali 10.000. Pa recimo, da je bilo v Sloveniji pa 10.000. Ta film bo pravzaprav spremlja
usodo enega samega človeka, od tistih žrtev, in sicer od vetrin, kjer se je vse skupaj začelo, ki so bili pač ujetniki, ampak pod angleškim nadzorom, to je zelo pomembno in film bi tudi pravzaprav pokazal, da so Angleži soodgovorni za to. Potem, ko jih goljufijo speljejo v Jugoslavijo pod krinko, da grejo v Italijo, potem, kaj se vse dogaja, to je bilo pa po vojni in to je v bistvu po vojni, v mirnem času, maj in junij 1945, kako jih sprejmejo na postajah že v Kranju, potem ta gre preko Škofje Loke, Šentvid, mnogi veste, kaj to je, potem spet naprej preko Ljubljane pa v Kočevje in potem na Morišče. In tam, torej na Morišču, je treba tudi pokazati tako, da človeka pretrese. Ne samo, da bere 10.000 ali pa 12.000 ali pa 15.000, to je nek podatek, ampak mogoče ga bo pretreslo, če bo pokazala kamera v zenico očesa ali pa pogled žrtev, ampak tudi krvnikov, ki so pravzaprav morali to delati. Potem pa nekaj, ker pa ta film nima katina, kaj se je pa še v jami dogajalo. V tej jami, kamor so jih metali, večina mrtve, nekaj pa ranjenih, da so nekateri preživeli nekaj metrov globoko, 10 metrov, ne vem, približno, kaj se je vse dogajalo, da so se nekateri nekaj skušali rešiti. In so se potem tudi nekateri rešili. Pa ne samo to, še ko so prišli ven, in mi spremljamo nekoga, eno osebo, Janez v tem primeru je ime, mora pa še pobegati, ker ga pa lovijo, če bi izvedeli, da je pobegnil, ker hočejo to zamolčati. In potem še nekaj dni ga spremlja kamera, kako z zadnjimi močmi beži in pride nekje na skrivaj domov v svojo hišo, kjer ga čakata oče in mati. In to je vsa vsebina tega filma, okvirno gledano, ki naj bi ljudi pač pretresla. Seveda, ste omenili, seveda, to bi bil zelo zahteven film, ker bi kazal te množične prizore teh ujetnikov, ki jih je bilo skupaj 10.000, tukaj ne sicer naenkrat, ampak bi bilo pa spet treba zelo avtentično prikazati, konec koncev, če zelo banaliziram, statisti bi mogli biti vsi suhi, ker so bili vsi sestradani in tako naprej. No in zato bo to zelo zahteven film, ampak bo pa zelo močen, ko bo prikazal tisto borbo, kako je, torej takrat tik pred smrtjo v jami, in to si jaz nisem izmišljeval. Jaz sem vse te stvari vzel iz pričanj nekaterih, saj za 3, jaz vem, imam dokumente, ki so uspeli pobegati in se tudi rešili in tudi o tem napisali. Jaz sem pač malo kombiniral, ker stvar je nekako potem drugačnem vrstnem redu in tako naprej. In zakaj so pa, eno od stvari, ki so si želeli, zakaj ven pobegati, da bodo zvedeli, kaj se je dogodilo. Drugače bi bilo vse ne bi nihče vedel, če ne bi ti pobegnili. No in to je približno okvirno vsebina tega filma. Ta Janez je domišljijski lik ali je realen ali je sestavljen iz več realnih? Ja, to je izmišljen lik, ampak vse posamezne dogodki so pa vzeti iz različnih teh, nekateri so tudi preživeli, recimo v Šentvidu, kaj se je vse dogajalo v tistem, kjer je zdaj, hvala Bogu, so Škofkovi zavodi in je gimnazija in ognjišče in tako naprej. Ampak so potem oni na vsak način skušali to skriti, pa jim to ni uspelo. Najbrž vsi ti podatki razložijo, zakaj je tak visok budžet filma predviden. Kje pa smo zdaj v tej pobudi oziroma kje si ti v tej pobudi? Kaj je že bilo opravljenega in kaj je naslednji korak? Ja, torej, najprej naj povem, zakaj sem se sploh drznil nekaj takega začeti, da sem si želel že v mladosti, režija me je zelo zanimala in moj idealni poklic bi bil, da bi bil režiser. Ampak ker pač nisem bil, sem bil pravnik, sem se pa vseeno malo ukvarjal s tem, pa sem preko kakšne scenarije in sem napisal nekaj scenarijev za celovečerne filme.
In leta 1985 sem tudi poslal na razpis, ki ga je takrat Viba Film, ki je bila največja filmska družba v Sloveniji, in sem bil sprejet. In je to film Zlom. Prav kot na nebesih sem se počutil, da sem bil sprejet, je šlo čez nekaj branj za celovečerni film. In je bil določen režiser Jože Pogačnik, ki je bil za mene, pa tudi za mnoge druge, takrat najboljši slovenski režiser. Potem sva se dobivala v kavarni hotela Slon, potem so rekli, da bi še dialoge izboljšali, smo šli k Marjanu Rožancu, pisatelju, je bilo fantastično. Zakaj? Za tem je stal Bojan Štih kot direktor Viba Filma, ki je bil tudi že precej osveščen, da ne rečem že skoraj disidentsko razpoložen, ker ta film bi bil seveda tudi zelo družbeno kritičen, ampak kriminalka, sej mimogrede, kasneje lani sem to potem tudi v obliki knjige, ki ima tudi naslov Zlom. Vendar je pa potem... Z užitkom prebral, tako da se strinjam, da je zelo zanimiva in za takratni čas si sploh ne predstavljam, kako da so to sprejeli. Ja, tako, sej potem je pa Štih nažalost umrl, pa ni šlo več naprej in je ta projekt ustavljen. Ampak jaz sem od takrat naprej vedel, da sem sposoben tudi napisati scenarij za celovečerni film. In zdajle, sej moram reči, tako kot knjiga, tudi ta scenarij je malo rezultat COVID-a. Sem bil več doma in imaš več časa in sem napisal, oziroma sem ga malo poživil, ta scenarij, oziroma tega sem na nov napisal, in sem gledal, moram takoj povedati, da sem ga tudi dal v angleščino prevesti. Zakaj? Zato, ker jaz, da to takoj povem, za ta film jaz iščem pomoč iz tujine. V Sloveniji je nemogoče, da bi tak drag in pravzaprav tudi delikaten film v teh negotovih razmerah političnih, ampak jaz mislim, gledajte, da to bi bil lahko film, kot je Katin, svetovnega formata, ki bi lahko konkuriral tudi za Oskarja, če bi imel dobre ustvarjalce, režiserje, producente, in te jaz zdaj iščem in bomo verjetno morali večina vse v tujini dobiti. In namen moj je, da najdemo tudi v tujini dovolj interesentov, pravzaprav tudi vlagateljev, to ne bi bila miloščina. Tisti, ki bi to financirali, bi lahko tudi potem seveda participirali na dobičku in seveda iščem pa tudi mogoče pri kakšnih velikih producentih ali pa celo teh, kot smo zdaj Netflix pa Amazon pa tako naprej, da bi videli, da je tukaj en ogromen umetniški potencial v taki vsebini in da bi se to realiziralo. Tako se mi zdi, da imamo kar ta občutek slovenske majhnosti, da ta naša zgodba pa v svetovnem merilu ni pomembna. Zakaj ti misliš, da je pomembna, kljub temu, da nas je samo 2 milijona? Ja. Ne za tujce, ne za Slovence. Ni pomembna zato, ker ne vejo za njo. Ampak ko bi pa zvedeli, da se je po vojni v miru dalo 10.000 ljudi pobiti tukaj v Evropi, brez vsakega sojenja, brez vsakega sklepa, kakšen strahoten zločin je to je tako kot genocid. Potem bi pa ne bi mislili, da to ni nepomembno. Kaj bi bil mogoče dober podatek? A veš, ker nas je toliko malo, pa 10.000, da bi šel na procent, na pol. Ja, sej tako, ker včasih rečejo, sej Srebrenica je bila strahoten pokol, pa pravijo največji po drugi svetovni vojni. Ta je bil verjetno, pa še sploh pa, če bi dodali še vse, kaj so pa s hrvaškimi žrtvami delali, pa Pliberk, pa tako naprej. To so bili največji pokoli v Evropi po drugi svetovni vojni. Ker so bili po, In je prav, da tudi to vejo tudi mladi ljudje. In ta film bi delno tudi prispeval k temu. Drugače pa, poglejte, moram reči, da pa mi nekateri rečejo, da bi mogel na začetku filma pojasniti, kakšna je bila situacija, zakaj so bili domobranci, pa partizani, pa revolucija. Nič od tega v filmu ne bo, če bo približno tako, kot sem ga jaz napisal. Ampak bo začetek je, da je tule 10.000 enih razoroženih ujetnikov. In potem, kaj se z njimi dogaja na individualni osnovi. In tudi, v bistvu, jaz, če malo karikiram, ta film sploh ne bo potreboval
ali pa bo popolno razumljiv tudi brez vsakih prevodov, ker je zelo malo in se vidi zakaj. Če tam gor so takoj z brzostrelkam ubili nad njih, pa če niso na vlak skočili, so jih ustrelili. Pa če so Angleži v parih besedah kaj razložili, da so se zlagali, da grejo v Italijo, pa Jugoslavijo. Potem pa v Kranju, ko je množica pljuvala, pa jih zmerjala, saj niso važne besede. Gledalec bo to videl. In potem, da ne govorim pa sama dogajanje na morišču, kjer jih streljajo, ta Janez in še nekateri tisti njegovi somučeniki v jami, ko se pogovarjajo, no, to bi že mogoče, ampak tudi brez tega se bo videlo, kako so se skušali rešiti, kako so recimo se zakrivali z drugimi trupli, ko so tudi padali noter in tako naprej. In da ne govorim potem zadnji del bežanja, skoraj zadnja tretjina bežanja, zopet bo vse očitno. Seveda bodo pa tudi v tujini vprašanja, kako, kaj je pa to bilo, kako je tukaj se znašlo toliko ljudi, kakšno vlogo imajo, potem naj pa oni, če bo kdo hotel, bo pa raziskal šele sam. Ampak v filmu ne bomo nič kaj dosti razlagali. Samo, prva sekvenca bo pa le tisti govor Tita na Kongresnem trgu z dvorane, z balkona, ko je rekel, da se še skrivajo nekateri narodi izdajalci, ampak nikoli več ne bodo gledali teh lepot Slovenije in tako približno tako je govoril. Skratka, on je že takrat napovedal to. To bo treba seveda prevesti, se bo prevedeno, ampak hočem reči, da film ne bo dokumentaren, ne bo se spuščal v vzroke, kaj, zakaj, kdo je bila kolaboracija, pa revolucija, nič od tega. Samo te človeške usode in pa zločin, pa vloga tudi rabljev. Jaz sem zdaj, imam nekatere tudi sodelavke, ali pa eno Vida Kokal, ena pisateljica, ki mi je pomagala, mi je opozorila, smo dali tudi veliko vlogo na vlogo teh rabljev, ki so pravzaprav morali pobijati in kako jim je to težko padlo kasneje v življenju, da bomo tudi ta del prikazali človeške tragike. Kako se boš pa izognil tem očitkom, da pač, ja, seveda, ti si to pokazal od tam naprej, prej je bila pa kolaboracija in pač, ne, to se je pa to zgodilo in da si pač neobjektiven v prikazovanju, ne, to, kako se bi izognil tem očitkom, če bo tako? Ja, ne, jaz meni bi lahko očitali, da sem neobjektiven, če bi razlagal problem kolaboracije pa revolucije, pa to, tega pa ne delam. Tukaj, z tega vidika je film abstrakten, človeški. Kot sem še enkrat ponavljam, to, da se po vojni ljudi pobija brez vsakega sojenja. To je dovolj, ne? Ja. Če prav razumem, te je zelo pretresel ta ogled filma o Katinu in da si idejo dobil takrat. Kako je to izgledalo? Kako je potem po tem filmu, v kakšnem stanju si bil? Je to prišla takoj ta ideja v tistem dnevu ali se je pacala nekaj tednov? Te je takoj prevzelo ali je počasi raslo? Ja, ne, mislim, seveda me je šokiralo, Vajza je fantastičen režiser in seveda ta film ima zelo grobe prizore, kar če te ustrelijo tukaj zadaj ven kri in je to precej prikazano, ampak kot rečeno, bo moralo in pa bomo moralo biti v tem filmu še naprej še tisto vse v jami, ko so potoki krvi, pa potem, ko so še skušali to z apno spuščati, pa bombe metali in vse to, zaradi tega bo film zelo zahteven, ampak mora biti, da bo prikazal stvari realistično in upam, da bo to uspelo. Če hočeš, lahko povem eno samo sekvenco, ki pa recimo tudi vis-a-vis rabljem, in to izhaja iz, mi je en sedanji pač preiskovalec opisal, kako mu je nekdo sedaj v teh letih, mu je povedal usodo, zgodbo, ki ga še zmeraj peče in boli. On je bil namreč tisti, ki je moral kaj prijeti, pa jih je streljal.
Pa je recimo že sam ta, ko je pred jamo, da bo ustrelil nekoga, in ujetnika, je ta nekako dal mu nek znak, da na žep, svoj žep. In je potem on mu res vzel še in je videl, da ima notri sliko svoje družine. Še 2 otroka pa ženo in mu jo je pokazal. Še preden vedel je, da bo umrl. Ampak ta ni bil še zadovoljen, je tako vrtel z glavo, da ne obrne sliko, In je na sliki je bil pa naslov te družine. In je nekako mu skušal zapovedati, da naj to pošlje tej družini. Samo tega rablja, pač izdajalca se ne bi smel mogoče izraz rablja uporabljati, so ga že priganjali, pa se je ustrašil, pa je dal nazaj v žep, pa v strelu. In ti zadnji pogled te žrtve, tega očitajoče, zakaj jim ne poveš, kje sem, da bojo vse videli, kje sem umrl. To so take stvari zelo pomembne in je torej tega izvajalca celo življenje spremljal ta pogled. Take stvari bomo v filmu tudi skušali prikazati. Ta knjiga Zlom, ki je nastala, ki je bila tudi najprej narejena za film, pri njej nisi potem šel v film, ampak v knjigo. Kakšna je bila potem, ko so v založbi Iskreni izdali to knjigo, kakšna je bila njena usoda, kaj je spodbudila, kakšni so bili odzivi, kaj se je kaj zgodilo zaradi nje? Ja, kar zadovoljen sem z odzivom, pozitivne dobivam. Tisti moja generacija se nekako z nostalgijo spominja, namreč jaz sem dodal še nekaj drugih zgodb, več jih je različnih, ampak vse so značilnost neke pač totalitarne družbe, sicer ne v tistem začetnem stadiju, ko je bilo vse, torej Goli otok pa tako naprej, ampak tudi hinavstvo in pretvarjanje in ja, in je pa mislim tudi za mlade zanimivo, da preberejo, da si kakšne stvari kar težko predstavljajo, verjetno kako je takrat bilo. Bolj od tvoje generacije kot od mladih, domnevam, ne? Ja, seveda, tako, ja. Bolj nostalgija kot pa izobraževanje. Ti moram zahvaliti, da si sploh tudi kot mlajša generacija se zanimaš za to in da ti ni vseeno, saj tebi ta knjiga, si zelo angažiran v Socialni akademiji in te občudujem in se ti zahvaljujem, zelo veliko koristnega narediš. Ja, ne sme nam biti vseeno, ker saj vsi čutimo posledice zdaj na ulicah pa v parlamentu, vseh teh stvari, ki se jih nismo dovolj dobro zmenili enkrat za vselej, in ko se ni. In tudi moji otroci bodo to čutili še naprej, če ne bomo mi nič naredili. Za dialog in spravo, seveda. Dobro, kaj bi bilo zdaj tisto, če bi kakšnega gledalca tega najinega pogovora zamikalo, da bi bil del te pobude? Kje te najde, kam naj ti piše? Ja, torej, seveda naj se na mene obrne. tone.tomazic@siol.net in pa predvsem s kakšnimi idejami ali pa celo s pripravljenostjo pomagati, se pridružiti. Namreč jaz bi rad, da se zdaj malo razširi ta krog, vsaj enih 5 ali pa 10 ljudi, da skupaj delamo, konec koncev tudi, če se meni kaj zgodi, če me avto zbije, da stvar ne bo propadla, sej itak, drugače pa, dokler bom pa živ, pa mislim, sem se zadal, da bomo to nekako spravili. Čeprav vem, da je to skoraj Don Quixote, z mlini na veter, da je to strahotno zahteven projekt enega amaterja, kot sem jaz, ampak če bo dovolj volje, pač mogoče dovolj pomočnikov, sodelavcev, bomo to speljali. Seveda, to je večletni projekt, da bo sploh prišlo, ampak da bo vsej prišlo. Jaz ne bom prej odnehal, dokler bom mogel, da bomo to stvari realizirali. Moram povedati, da imam tudi zelo, zelo dobre odzive tudi iz tujine in to, ali pa najprej moram povedati za doma. Nekaj zgodovinarjev je prebralo ta scenarij in niso imeli nobenih pripomb vsebinskih, temeljijo vse, to so vse na pričevanju, jaz sem veliko te literature skupaj zbral in je potem tudi
direktor Muzeja novejše zgodovine, gospod Dežman, mi je potem dal še ene kontakte in sem dobil potem podporo tudi v tujini. Naj omenim recimo samega grofa Tolstoja, Nikolaj Tolstoj, ki ga verjetno kdo pozna, ki potem Mark Ferrer je napisal knjigo Slovenija 1945, Keith Miles in tako naprej. Da ne govorim, tudi v Sloveniji pa so mi mnogi tudi politiki in druge vplivne osebnosti podpirajo. Zdaj moramo najti, se pravi, v glavnem še tiste, ki bojo pomagali v tujini nam najti prave naslove. Zdaj, kje bi to bilo? Amerika, kot sem že prej omenil, s kakšnimi velikimi producentskimi pa takimi hišami, ampak tudi druge države mogoče bi prišle v upoštev. Druge pa mogoče zato, ker bojo stvar malo bolj razumeli. Recimo kakšna do poljske kinematografije prideti, ali pa konec koncev hrvaške, ali pa srbske, ki je tudi zelo dobra in poznamo odlične režiserje in tako naprej. Ampak vse se bo začelo pri denarju. Moramo dobiti investitorje v ta film, ki verjamejo, da bo to dobra investicija. Hvala ti za vse tole. A veš, da ti kar verjamem, da boš zgrizel, zato ker si že toliko stvari v življenju zgrizel. Če pa slučajno, mi pa na misel hod Mojzes, ki pač je hodil 40 let po puščavi, ampak on ni videl, on ni stopil v obljubljeno deželo, njegovi nasledniki pa so. Tako da tudi to je možnost, da do roba pripeleš, do praga. No, tako. Me veseli in se ti lepo zahvaljujem za to, da boš tole idejo skušal malo razširiti. Ja, vi, tisti spoštovani gledalke in gledalci, ki naju gledate, pa če vas je zamikalo, da bi bili zraven pri tej veliki zgodbi, kot je že Tone povedal, tone.tomazic@siol.net, je pa to tudi objavljeno pod videom, če boste pogledali. Hvala lepa. Hvala, lep pozdrav, živeli. Srečno. Srečno.